Vidim te brez oči, slišim te tudi brez besed. To so vsi komadi, samo poslušajte jih. To je vse, kar slovenski pevci in pevke govorijo o komadih. Ful dobro se jim zdi, kako lahko dajo dve stvari skupaj, ki ne gresta skupaj, tako to je art. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj, podcast člani, subscribe, najjači podcast Najboljši v Sloveniji, podcast v Sloveniji Sloveniji. statistično dejansko, veš. Ja? Ja, ne, ampak to jaz govorim. Pač po naši statistiki smo najboljši. Tako da ja, dobrodošel Mediana je naredila raziskavo. podcastu v Sloveniji, Jure, koga imamo danes z nami. Ja, primka sem zdaj ne spomnim, pizda. Arne? Ja, veš, ste me presenetil, zdaj ste. In je šel. Jure, koga imamo danes z nami? Danes je z nami reper, TikTok ustvarjalec, influencer, Arne Medžedovič, pozdravljen. Živjo. Pač ni lahek primek, sorry. Ne, v redu je. Ni, sorry. Medžedovič. Ja. Kaj tle ni lahkega? Arne, kako smo? Ja, ti kar. V redu. Kar v redu. Ja. Kratko je drnato, ti pa si poba. Kakšna je bila pot iz Ljubljane na našo čudovito Šel obalo? sem 2 uri prej, ker sem mislil, da bo gužva, ampak... Si pa zelo odgovoren gost, da si to naredil, to je res ful. Pač imamo vsi Hvala vredno. ne imamo radi naše goste, ampak prosim, ne nam uletavate 1 uro prej, stari, vsi tam prijejo 1 uro prej. Se sem dobro. šel še na kofetko. Najprej pač drip, letko je z drip. Samo res, jaz sem danes kot seljak. Drip, jako. Pa zdaj lepo uro imaš, ne? Ja, Kaj je res za ena močno ura? uro. To je pa Omega Constellation iz leta 56. 56. Lepa. Kaj se ukvarjaš z urami, kaj? Tudi. Ja? Imaš collection? Mam. Koliko imaš? Kaj imaš kaj? Imam Bulovo Royal Oak, imam eno jemo. Ne, to je unak zgleda kot Royal Oak. Kot AP. Kot Royal Oak, okej. Zaradi tega, ker je Gerald Genta, se pravi dizajner Royal Oaka, Nautilusa in ostalih, prednji je šel na AP, je delal pri Bulovi in pa obstaja ena romantična zgodba o tem, kako je on kao te načrte za Royal Oaka naredil že pri Bulovi, pa šel pol na AP. Ja, Bulova si rekel, jaz sem Ampak Sejko. to ne drži, to ni res. Je pa vsem romantična zgodba, tako da je ta Bulova je v bistvu ena izmed redkih, dejansko ena kopij skoraj, ki so respektane, vsaj pogojno. In zgleda kot Royal Oak. Ja, recimo Citizen Bullheada je imel Brad Pitt v unem, kaj že, Once Upon a Time in Hollywood. To je bila pa afera, ni bila afera, ampak ker ni bil čist primeren tistem času, ker tisti film se dogaja, da ti rečem 68 ura je pa iz 71 in pa so se uni watch nerdi, so bili tako, kako ima to ura, če Ok, še ena ful dobra storija glede ur, je bila pa pri onemu American Psycho, ki pa je bila fora, veš, je imel polnega Seikota, kao da bi imel Rolexa, ampak Rolex ni pustil, da ima Rolexa, ker bi pol povezali brand z psihopati in je mogel imeti Seikota, ki je izgledal kot Rolex. Sej to imaš dosti, tudi DiCaprio, ki je bil Tech Heuer, ne influencer, kaj se že? Kako? Sponzor. Ja, Ne. oni ga sponzorirajo, on je pa njihov Ambasador, ja. No, je bil ambasador od Tech Heuerja in imajo v Wolf of Wall Street imajo vsi Rolexe, sicer eni so fake, ampak vsi nosijo Rolexe, razen DiCaprio ima nezga Tech Heuerja pozlačenega, ki bi na njegov lik veliko bolj pasil nek solid gold Rolex, ne, ampak ni smel. Tako da to je... No, Fun jaz fact. imam Seikota in enega fake Rolexa, tako da to je moj watch collection. Glavnem, Jure, ko je bil kaj tvoj teden? Zakaj si menjam temo iz ure? Dej, dovolj v urah. Moj teden je bil zdaj... Jaz sem še vedno neki zjeben od tega Ti si covida v imel glavi. Ma nisem, zadnji 3 fucking mesec sem zdaj zjeben od covida. In ja, je bil naporen teden, no, tako bom rekel. Kaj sem pa kaj počel zanimivega? Vozil sem se ful z motorjem, ker sem imel avto na servisu, ker mi je šla fucking sklopka. In mi je avto delal čudne glasove, sicer jih še vedno, ampak ima več problemov. Koliko si dal za sklopko? Zamo zamenjavo sem dal 180, mislim, da kosi so pa 500. Še. Pač ki je še ustrajnik, kaj mi je že rekel mehanik, da je neki... To je najjače, kad ti začne razlagati. Neki Sklopka ne dela. Pač ustrajnik s klopko sem mogel menjati in še sprednje diske, ne diske, ploščica.
Tako da mislim, da vse skupaj noče niti, ne vem, kaj, 500 € je bilo sigurno kosi plus, delo je bilo 200, tako da je... Bolje je bilo jako, ki se fura z motorjem, je rekel, vreme, gremo na plažo, te poberne z motorjem, prijemo na plažo, vidi, da nima dokumentov in pa me peljal nazaj domov in šel iskat dokumente. Pač mislil sem, da sem zgubil dokumente, ker jaz sem... šli na plažo. In pol so bili doma. Ali tebe na plaži pusti? Ne. A doma? Ja. Ne, niste pustili doma pri... No, basically doma. Basically doma. Ne, ni bilo basically doma. V glavnem, moj teden je bil cool. Zdaj sem bil z motorjem, sem šel včeraj. Dokler sem ga še imel, sem šel še v Italijo malo, tako po Trstu na raziskovati. In sem šel do lepo neke marino, sem najdel nekje Bogu za nogo in sem šel tam na napiralček lepo v Marijo. To sem še naredil. Jaz sem zdaj, ne vem zakaj, moj stari ima 50, ne vem zakaj nikoli v life jaz ne furam. In sem šel malo za NG Red, enih parkrat in sem se malo razbil. Fuck, ti še 50, ne. Tako da ja, ampak tako, zdaj bi se proper razbil. Razbil sem se skoraj na mestu, ko sem stal, ki sem šel v ovinek. Ko sem ga mogel parkirati. Si imel čelado? Ja. Majke mi tako na koncu, ko sem ga mogel parkirati. Drži se ti tega Chevija, dej. Ja, to, še to ne znaš voziti, se zabijaš. Ne, se jaz ne zabijam, ampak se drugi zabijajo vame, lepo prosim. Ja. Vedno so potrebna dva. Fucking Italijanka se je zabila meni v rit. Porka Madonna. Srečo mi ni bilo nič, ampak njena tablica je zdaj tako po strani. A tablica se je zvila. Ja, njena. To je bil kar karambol. To je bil pa res ono. Ja. To je bilo ono. Jure me buli, ja. Arne, ko je bil kaj tvoj teden, kaj novega? Moj teden je bil velik manj dinamičen, ja. Noč pač, kva, malo čiliraš, malo šetaš. Malo sem bil pri Tavčiju, zdaj končujeva plato, tako da ga moram malo ganjati. Tavči? Tao. Da je to? To je producent, s katerim Tao, crazy, z njim delava album, pač on vse producira, jaz pa vse repam. Tako da ja, album prihaja avgusta, nočem še datuma, ampak avgusta med 15. in pa 25. rečemo. To je kar dobro okno, si nastavljamo. Ja, malo prešerja, ne? V glavnem, dej, povej malo, kdo si, kaj si za uniki ne vejo. Jaz sem Arne. Arne. In ja, ne vem, mislim, to je zdaj češko, da govorim. Ja, kva sem, ampak Dobro, Jure, povej ti, kdo je on. Repam, s fanti smo se po moje prvič na TikToku oziroma Vajnu zasledili. Na TikToku. Tako da ja, repam, delal sem TikToke še zdaj kdaj, kakšen ga posnamam ga. Kje si začel to tvoj pot? Ko si šel na Vajn? Ja, noč, v 8. razredu osnovne šole smo s prijatelji oponašali Gojko Ajkulo. Okay. Veš tako, dobesedno pač ridual njihove fore v Vajne in pač nam je bilo smešen. In pa je bilo to in pa sem še v srednji šoli nekaj delal. In pa se je na Facebooku rodila una Facebook stran Slovajns ali neki, ki je imel tako dosti followerjev. Pač moja bila to edina stran, ki je tako šerala te stvari, ne. In so začeli moje postati in tako ta prvi, ki je post, je bil nek čiščeški, ki sem tako rečem, zdravo, jaz sem Jošt z Veleja in sem alkoholik. Živja Jošt. To je bilo to. Pač brez punchline, ne. Sam jaz en mlad fant, ki se heca. In ni bilo mišljen, da to vidi več tisoč ljudi, ne. In pa oni to objavijo in ima to, ne vem, več 10,000 ogledov kar naenkrat. In ja, sej, s temi TikTok številkami to ni toliko, ne, ampak se takrat je bilo... Za Facebook je dosti. Takrat je bilo veliko, ja. Takrat si prvi začel to, kako je biti slaven. Ne, takrat sem bil prvič na what the fuck in folk me je začel pisati, da me bo ubol. To je bilo... Takrat sem prvič dobil grožnje. Noč, in pa si to nadaljeval, ker ko sem jaz naredil, je on model objavil praktično. In noč, pa je Vajn umrl, pa sem dojel na Instagram storyjem ali pa... Instagram ni nikoli, ja, to. Highlighte. Pa sem to nekaj cajta furil, pa je bil pa TikTok, pa sem bil, kaj je to, kakšen TikTok? TikToka. Si pa naložim, pa naredim 5 TikTokov, po vsako da mu opisa, je to Vajn. Ja, to se spomnim. Pa ima tako 7,000 ogledov, pa mi ni nič jasno, nekaj se tega. Sem bil, okej. In to je bilo med uno prvo karanteno. Pa sem si rekel, da bom en mesec vsak dan vsaj en TikTok naredil. In sem takrat v enem mesecu dobil na 10 Jurjev followerjev na TikToku, pa na Instagramu Jurja. Sem bil na okej. Jako? Ampak pa se mi nekako ni dal več, pa je prišlo poletje, ni bilo več karantene, ono morje. Dejansko real life. Pustu fon, no. Ok. Tako da to. No, ful je poslišati, ker Ja. imamo isto zgodbo. Jaz tudi sem bil na Vajnu, samo sem bil v angleščini. Lik sem prišel do enih 5 Jurjev in pol Vajn so ubili. Pol šel malo na Instagramu, se ni primlo in bum, evo TikTok in zdaj smo TikTokeri.
Kaj problem TikToka je ime, slučajno, da se tako... Veš kaj, meni je bilo cringe, da sem čul TikToker, bilo ki s TikTokom, ampak zdaj sem zmagal Kan X TikTok. To sem videl, respekt. Hvala. In tako da zdaj mi ni več toliko, da me to povezuje. Ne, zdaj meni je okej. beluno, ker sej to ni, mislim, sej je malo vzvišeno iz moje strani mogoče, ampak ker te vidi nekdo na ulici, pa je tako, a nisi ti uni z TikToka. Tako, Malo zapeče. malo je tako, Imam druge stvari, v kjer vlagam več truda, ampak jaz sem un. Hočeš šel pol to, music? Ma to sem šel v bistvu še pred TikTokom, to sem v srednji šoli začel malo za hec, pa zdaj malo bolj za res. Ne vem, pač jaz nisem eden izmed unih ljudi, ki so tako od 3. leta že naprej poslušali glasbo in ne morejo živeti brez glasbe. In, ni ta vibe. Jaz nikoli nisem zares poslušal muzike do srednje šole, pa sem malo začel poslušati, pa sem pač rap poslušal in pa sem rekel, če oni lahko, zakaj jaz ne bi mogel, in pa sem probal in pa se je nekako razvil. In pa so me začeli ljudje hajpati, v bistvu pač to, ne, mislim, itak mi, jaz pa Neža, pa Mark, se pravi Vac, pa žena, mi smo bili skupaj na dramskem krožku v srednji šoli, mi smo vsi, pač mi z Markom celo paralelka, Neža starejša, ampak pač smo se že od 1. letnika poznamo. Ja, starejše pičke. Se že od 1. letnika poznamo. Ok, čak. In, ja. Čakaj, stop. Ja, povej naprej. Pardon, Jure ima argument. Njemu so boljše mlajše in to ti podosti. Ma ni, ne, bolniken, stari. Ne, na 12. Ne pravim, da so mi boljše. Kaj poznaš kakšne 20-letnice? Ne, pravim, zakaj bi hotel imeti starejšo curo? Pa ni da hočeš, a sej pač tako pride, ja. Dobro, ti mene tle putaš, da sploh ne vem, kdo je hodil z mladoletno. Ni res. Moja bila legal, vse moje so bile legal. Čakaj, legal, ampak mladoletna. Ne, 18. Fucking 18, jaz sem imel čiste fucking roke. 18, šina, fucking 18. Ti mene tle putaš on the spot, stari, no. Moje so bile vse štimalo. V glavnem meni ženska, ena moja bivša se mi je lagala. Je rekla, da je moj letnik, jaz sem zdaj letos 22, pol 3 mesece v zvezu sem zvedel, da je 2 leti mlajša in pol še malo več sem zvedel, da je 4 leta mlajša. Je bila še vedno 18. Je bila 18. To bi nekako obdobje, ko bila 18, čak poz. Ne, ni bila. V glavnem, Se ne boš idea gledal. Veš kaj me zajebala? Ker ti pod koliko veš pade v debato, ne, ja, če kjer letnik še ti, ja, 2000, ja, nice. Kaj mi ne verjameš? No, pač, ti verjamem. In mi pošli osebno. In pač je bilo na osebni, je svejkala osebno, jaz imel... V glavnem repaš. Mi smo bili sošolci. In pač hočem povedati, da smo skozi že prijatočki, a ne že dolg. Hudo. In pol tudi, ne vem, Erak, njega moram shoutoutat, on je tudi eden izmed prvih, ki me je hypil. Pa MK, v bistvu, MK me je videl, ko sem rapil na predstavitvi Markove prve plate v Centralni. Markove kire? Vac. On je, Marko Vac je on. Ja, jaz sem tako navajen. Ja. No, in pol vsakič, ker jaz sem edini, ki je imel izpit pa avto, pa sem jih skozi furu te naokrog, pa sem imel še kamero, pa sem imel fotko, ne, po teh koncertih. In vsakič je bil, daj, Arne, daj. Kao, daj, repaj, daj. Kdo ti je to govoril tako? MK. To je bilo kaj štajrščina. Sem da je bil Magnifico. Unikomat, nov album od Vaca, ki ste ti žena in Vac je meni tako brutalen. Jaz sem ga po mojem poslušal 100-krat. Še Ezra, shoutout Ezra. Ta komat je tako krut. Uni bari tvoji, ko jih razpitaš, nekaj kaj že spustim en bar, ki je tako pritiskal, ne raz krut komat. To smo šli enkrat, jaz, Neža pa Ezra smo šli na vikend k Marku, ko sta s Hugotom snemala plato. Pa smo bili dole in popoldne, pa smo naredili komat, pa smo šli domov. Brutal komat. Tako da ja, jako. In to ne samo pravili, že smo šli en dan v Ljubljano, pač veš, kaj fucking bolan komat sem poslušal in mi da tako je ta komat za poslušati, tako da bi res ja komat. Je še vedno tako osebna zamera, ne, to sem ti že rekel, da si dal na privatne stare komade, fuck you, sem je tako 1-2 fuljaka chill komada. To mi je že kdo rekel, ja. Ja, fuck you, res, zdaj obrazloži to. Ja, nimam obrazložitve, pač. Pač res so bili vibes. Se ima private, lahko ti pošera. Ja, pač ono. Za dober denar. Fuck you, mona. Tle pravijo boževalci, ne bom rekel day 1, day 3. Čakaj, kaj pravijo boževalci? Ja, mi vsi.
Ne, ampak res, pač to si nas ljudi da zdrti. Ja, In veš, kaj je bilo? Lik enemu kolegu sem te hotel pokazati in tako grem, ni komad. Ni komada. Ni komada. To je life, stari. Na koncu je bila vse iluzija. Life so spremembe. Konstantna sprememba. Stalnice so spremembe. Še edina stalnica so spremembe. To so slovenski liriki vsi. Vidim te brez oči. Slišim te tudi brez besed. To so vsi komadi, sem poslušajte jih. To je vse, kar slovenski pevci in pevke govorijo o komadih. Ful dobro se jim zdi, kako lahko dajo dve stvari skupaj, ki ne gresta skupaj, tako to je art. Kaj znaš kaj freestylat? Ker sem urokan, ja. Drugač, tako tle, ne bom vam nič freestylu, ker to ne bi bilo dobro za moj brand. Ampak zdaj sem ful začel tako delati komade, da pač vedno sem jih pred avto snemal, pa so pač skupaj delala, pa je jako, da imam real time feedback pač od nekoga, ki ima tudi uho, a ne zato, pa mi povej, kako bi kaj odrepil. Ponavadi imajo vsi vsaj 2. Ponavadi, ampak nikoli ne veš. No, zdaj sem pa začel več se doma snemat. In tako naredim, da si sam play on beat, pa pol, ne vem, sestavim 8-16 v glavi, pa grem odrepat, pa se usedem nazaj, tako da sploh nič ne pišem. Ni lih freestyle, naprej si sestavim v glavi, ampak ne napišem. Tako da zdaj ful tako delam komade. No, za Jureta in oni, ki ne vejo, kaj je 8K16. Jaz vem, kaj je 8K16, pač Jure, okej. ti nisi artist in to ne veš. Jaz vem, kaj je 8K16. No, pojasni, oni, ki ne vejo. Je pač kitica z 8 vrstami ali 16. Ja, praktično pač bari so to vrstice, ne. No, okej, lepo. Ti si kao artist, fuck, a ja, ti si ti raper. Daroma, te kaj ni stari, on ima lahko v LinkedInu raper, tiktoker, da ti imaš lahko celo ono. Okej. Sem ti pozabil predvajati pred začetkom moj komadič, da ga rejtaš. Ja. Si ga čul mogoče? Sem. Okej, kašen ti je? Zajbanc. Ja. Pač, ja. Ful, malo si mi bil tako, sem te jemal kot prijateljsko rivalstvo, ki ti imaš mraz. In jaz pa pač mene zebe. In sem rekel, moram narediti toliko jači komad na mraz in zimo, da je jači od mraza. In? Jaz sem mnenja, da je, številke so mnenja, da ne. Ampak ja, ni za kaj, zdaj imate 2 komada za poslušati po zimi. Ja, ne vem, Ti hoče pravno, da ga feeders s komplimenti. Ne, sam pač le ima enega artista, to se ne zgodi. Zdaj nisem se toliko posvetil, takrat sem ga pogledal in pač sem rekel, ok, fanti se imajo fajn, se je to važen. Mislim, meni je to veliko bolj važen, kot kar unike se preveč resno jemljajo. Ja, pač sprdnja na hard. Zaradi tega, ker v mojem svetu je pač glasba zato, da se sprostim, ne zato, da... Zato to, pač pri tebi ful nice, ki se vidi ta tvoj chill vibe skozi vse, pač ti ono fun. Kaj ste si nehala zdaj lizati diken drugemu, ali? Sorry, Jure, sorry, ker nisi artist. Meni je bilo rečeno, da smo zato tukaj sedi. Imaš ti kaj? Ne, nisem. Mega komada nisem ta mesec napisal. Letos bolj suša s komadi. Bomo videli zdaj, če bomo kaj novega sestavili. Ne, zanima me naprej. Imaš kakšne plane zdaj z repanjem? Kakšni so zdaj tvoji? Moji plani so, da repam. Ne, ja, pač, to sem že rekel, album Augusta s Tavčijem. Cel album brez kakšnih spotov, ali kako? Ne, spoti bodo tudi, sam ne moramo obljubati, da bodo istočasno k album. To še nisem shekal, kaj je najboljš, veš kaj mislim. A da dropaš album pa spot istočasno, ali da dropaš najprej album pa pol spote, zaradi tega, ker načeloma, če folk vidi spot, nima lih incentiva, da boš še komad na stream poslušati. Če pa sliš samo komad, mu pa je dodana vrednost, da še spot vidi zraven. Ja. Tako da ne vem še čisto točno, kako bomo s tem, ampak so planirani spoti, vsaj 2-3 za 9 komadov bo drugače, vsaj 2-3 spoti bojo. Nač to, pa naprej, gazimo. Koncerte imaš kakšne? Okay. Ja, imamo, zdaj smo 25. Črnomelj, 26. Medvode ali pa lih obratno. Augusta. Kaj ti si iz Medvod? Ja, originalno sem iz Medvod, ja. 1, 2, 1, 5, THC se pali spet. Sploh ne poham. To je pošta? Ja. Tipo plan, čez 5 let. Tako pač s tem repom, kje hočeš, kaj hočeš? Razmišljal sem, pa sem imel vmes prebliske, da bi bilo fajn živeti od tega, sam po moje, da ne. Po moje, da ni to vibe. Kako gre to v Sloveniji? Težko. Mislim, pač od šovov največ dobiš, od streamov dobiš bolj malo. Pa pač, a ne, če si oseba, če si brand, pa pač delaš neke brandi. Je kakšen merch mogoče tudi lahko prodajaš, ja, to. Ampak, ne vem, pač
To se ful pogovarja, to se tudi z Nežo ful pogovarja. Pač sam, če imaš to za biznis, ful drugače gledaš na to, kot zdaj. Tako da, ne vem, mogoče bi bilo za produkt, pa za moj mozak boljš, da to ostane kot nek hobi, ki mi prinese neki keša, kot pa kot glavni vir dohodka. Ok, pol, če nekaj je ti, kaj drugega delaš? Ja, zaenkrat snemam dost spote pa tako za druge ljudi. Nice. Tako da pač od tega neki, pa čal neki, pa odur neki, tako malo. Hustler. Prav, ure ti drugače. Daj boš to malo, kje pošeral, daj meni. Profil na Instagramu 15 čas. Okay, zato ima tako lepi ure, neki se s tem bavijo, veš? To je... Razumeš? Spomnim tudi, ko je pa od Capital Crew pa je delal obleke. Ja. Tako da vsi neki delajo te. Sami sebi delajo drip, man. Ja. Torej, če si reper, moraš imeti drip. V glavnem, porabi kodo člani 10% pusta. Ja, ne, dej, to mene tudi zanima, dej boš pokazal, kaj imaš kaj. Tiče. Vzamemo. Za content. V glavnem, si ga slikal? Ja, veš kaj, edino moramo vzeti neko kamero z več megapiksli, ker nisem uspel ujeti notri v ekran. Ko si zabaven, smo rekli, da na podcastu si bomo, ne na podcastu, doma si slikamo naš erect penis, na podcastu si pokažemo. In naš sovoditelj tle je bil spreman, jaz sem bil spreman in ta je prišel sliko, ne? In on, ok, sem sliko, kakšno imaš? Ja, ko je bil mali. Skaj bi pač nam pokazal sliko, ko je bil mali. In zdaj pač še vedno si nismo videli lulekov. To če ostane. Ja, pa kaj on je dobro memo, da mora slikati. Ja, ti si slikal? Ne bom poslal tega maila. Live! Koliko si ti drugače star? 23? 99, no. Ne vem več, to se zanč na robe rekel, pa zdaj repre. 99. Pa si študiral kaj ali nisi šel? Na kratko, razmišljal sem med matematiko pa med FDV-jem, na koncu sem šel na FDV, pa po enem letu pa pol ugotovil, da to ni to. Pa zdaj ne bi ful razlagal o tem, ker smo se že na brez filtra podcastu o tem pogovarjali, tako 20 minut, ker sem sam kurcu čez FDV in ne zgleda, da je to ful del mojega karakterja ali pa da ful življenja premišljujem o tem, veš. Tako, ne, pač sam bil sem, nisem več. Zanimivo si to, ta polarnost, FDV, matematika, to je ono čisto naravoslovje plus družboslovje. Da sem hotel iti na FDV, pa folk mislil, da sem glup, moram da sem hotel iti tudi na matematiko. Kje si bil na srednji? Šentvid. Kaj je to? Gimnazija. Kaj je to? Sorry. Ja, ne. Se nisem mislil na smislu, kaj je to. To te zanima, če gimnazija ali kaj? To je predmestje Ljubljane. Zanimivo. Ne, ti si rekel, to Nežo ste bili vi že kaj v srednji kolegi? Ja. Smem prav, da se to prelovilo v romanco? Smeš. Se pravi, da so bila prijatelja najprej 7 let. To je bil res long game. Long game. Pazi zdaj to. Najdlje se greješ ob ognju, ki počasi tli. Škaj mislim? Ne, ja, najprej so bila prijateljčka 7 let, pa sva se zadnja 3 leta tako malo... Lupčkala? Ne, nič ni bilo. Sam tako malo sva razmišljala, vsak na svoji strani. 7 let je trajalo. 7 let je trajalo prijateljstvo in od teh 7 let zadnja 3 leta so bilo malo tako. A mogoče ja, pa noben ni vedel na drugi strani, da je ja, pa sam razmišljal. Pa zadnji let je bilo obema jasno, ker sam nobenemu zares jasno, ker ni noben nič na glas rekel. Ta ljubezen. Pa je počel, zdaj pa je, kar je. Top. Jako stari. Kako deluje ta dinamika v relationshipu, ki ste oba dva pač v glasbenih vodah in to? Dober. Zaradi tega, ker imamo podobne... To me je eno vprašal, bi tako, kaj pa zdaj ideš ženo, ker ste oba dva reperja, si gresta ful na kurac. Ne, pač meni se zdi to ful cool. Ko se kregate, imate rap battle, ne, pač, a veš, ne vem, mislim, nama je sam jako, da ko imam, ne vem, ko imamo špil v slovenskih konicah, da ne grem jaz samo v slovenske konice, naj pa domače z vikendom, da grejo skupaj tja. No, ne vem, pač sam jako je, ni... Torej, kaj, misliš, da boljše delujejo zveze, ker imajo so similar interest kot different? Ne vem, ne bi posplošval, kaj narobe rekel, ampak v najmanjem primeru ja. Top. Zanimivo. Dobro, če ste že 7 let bili kolegi, to je fucking... Ful je razlika. Mene, tudi ko me ljudje tako sprašujejo, pa ne,
jaz poznal sem enega fanta, pa jo ni čisto kot prvama z nižo. Ja, čudno, ja, ti ga poznaš 2 meseca, da so pač 7 let že bila prijatelja, predn so bila skupaj, veš. Ni, mislim, mi da se res oba dva v tem tako 100% veva, da pač je to in 100% proti istem cilju delava. Tako, Nice. težko je to primerjati s komorkoli, ki pač neki mingla, pa neki, ne. Kaj cilj je otroki, družina? Ja, cilj je lep life. Lepo. Kaj pa je lep, Lepo. kaj pa je lep life? Na to, da se imaš fajn, kva. Kaj pa meni se med fajn? Pa da imaš lep life. Po mojem se spreminja, no. Ampak če bi zdaj mogel reči, ja, ena lepa bajta, ampak tako na morju. Sam žal ne, Sloveniji, tako bolj ta Hrvaška. veliki Istri, ja. Bajta. Olčnik, Izdajalc. Sorry. barkica Jaz imam prednike s tem, se veš. Ok, ti so Zato niste znala primke izgovoriti. Znal Čakaj, pa to je- to- Ednina. Ajde, ponovi primek zdaj. Medžedovič. Enđo preveč. Medžedovič. Medžedovič, lepo prosim. Čakaj, kaj ti si, izviraš z Hrvaške? Ali? V bistvu moj fater je rojen na Hrvaškem, pa je prišel v Slovenijo, ne vem. A ja, dobro, si 25 torej hrvaški neki- korenine imaš. Ja, se pravi po fotru, po mami je pa dedi iz Istre, po mamini strani. Ampak v resnici pa oba dva primka in mamin in fotrov, če greš na enko generaciji nazaj, sta pa črnogorska. Tako da zelo nazaj sem Črnogorc, malo manj nazaj so tudi Bosna, pa Istra, pa Hrvaška, pač Balkanac. malo mešano. Ja. Ja. No. Jaz sem tu iz Hrvaške, korenine, tu je neki Srbija. Se vidi po nosu. Kaj je, zakaj? Kak je velik? Ja. Ja, vsi centimetri so šli tle gor, jebi ga. Ej, V glavnem, poleti ful smrdiš, se potiš. In kaj greš narediti? Se stuširati. Se stuširati. Tako Bravo. je. Okay. Po tušu, ne, ko si umit, se obrišeš z brisačo. In to brisačo daš nekam posušiti. Ali drugi dan, drugi tuš uporabiste isto brisačo ali novo brisačo. isto. Odvisno je to, če se posuši, ne vem. Jaz vsakič uporabim novo brisačo. Ja, dobro, vi ste bogati doma, ne? Ta fakt, pač Vsak tuš uporabiš novo. mi imamo res brisačo. tako 30 brisač doma. Ampak zakaj? No, dobro, si tu imamo Če si bil 30, pa ne rabiš porabiti. Ne, pa če si bil, si bil čist, ko si se obrisal. Ja, vem, ampak ne vem, mi lih ni, da tipo si obrišem jajca in pol pozabim, kjer Pa stran se so imam. čista. A ja, vem, da so čista. Dobro, se to Kaj si pa ti. punca, ki ti jih liže? Ja, Ja, to je za njo vprašanje, jaz jih ne ližem. mislim. Kva? Dobro, kaj pa če punca se z isto brisačo briše, pa to je problem. Ja, meni ni problem. Se Pač pravi, itak se ona briš. Ampak ne vem, ne vem, odvedno. In sem ful pač, ne vem. ja, čuden si in nimaš prav pika. Ok, Ni debate stop. Ne, ok, stop, vi ste čudni. Daj menja ste pol. Ja, ke smrdi. Kdaj pa meni je še Torej rjuh? se umaže. Ja, ko se umaže, ja. Zakaj se umaže, če si vedno čist? Ja, pa ne umaže se po enem čiščenju. Ja, ma zakaj se pol sploh umaže, če si vedno čist? Koliko Dobro, časa imaš, a imaš pižamo, a nosiš pižamo? Ja, Ja, valjda. In koliko časa jo nosiš en dan? ne. Ja, no? Ja, no, Čist v njej. to se... Ja, no, pisači tudi. Ne. Ja, ma, zdaj si naš Ja. luknjo v svoji logiki. Ja, ma. Evo. Ok, kdaj da ste pisačo oprat po tušu? Ja, ne vem, kaj. En Kaj je teden. sem, recimo, jaz zdaj poleti, ne vem, kakšno 2 dni, 3 dni, ja. Pač, če se lepo posuši in je unij občutek, da je pa za se še enkrat obrisac, obrišeš, če pa vidiš, da ni... In kdaj ful ni? naprat. Pa si smrdi. Ne, Pač ne. večinoma začne po vlagi smrdeti, ne po Ja, švicu. točno to, ja. Okay. Če se ne posuši, vse poleti, pač ja. Ja, dobro, jaz tudi, veš kaj je fora, ker ti si ne pereš sam. Kaj? Ker si ne pereš sam, black, ne? Aha, Veš, bi mogel tudi brisače prat, ne? Ja, ne, ta vikend jaz perem brisač, lepo prosim. Ja, dobro, če si Vseh vse... 300 ni. Ja. Zdaj imamo šuno probleme z vodo, tipo na glavni problem tle zaslušal pizda na obali. Tam nos vozijo cisterne slovenska vojska dol, da si ta pere brisače. Stari. V glavnem, Pravi moški bi šel ven se posušiti na sonce, stari. v glavnem, ja, kaj ti nosiš pižamo? Ja. Poleti po zimi? Mislim, ja. Obeh. Pač Pidžama ni vibe. sorry. neko varianto ni. Ali pa tudi ne včasih, kakor kdaj. Okay. Poleti pidžama, kaj dolgo Ma ne, pidžama. meni je tako, pač Pač zvečer, ko se stuširam, ali si moram nekaj obleči, ne? Ja, Se pač vsaj damo neki pižamo. kratki hlače. Neki. Ja, tudi če gledam neki, pač da nisem jih tam na kakor. Bokserce niso del shit. Ma ne, boksarce te omejujejo.
Jure, pidžama To je vse v glavi. Okay. Pidžama je okej. Okay. Me hecajo, da jaz sem v pidžami in me hecajo. Ne se pusti. Se pusti. Štekaš. Dobro, meni ste pač malo tako, ne vem, se mi zdi, da se neha pidžamo ne nositi v 6. razredu osnovne. Pa dara, nimam pidžama, no vi ni pojem, manjkrat hlače neko fucking majico. Pač Jaz imam fotorsko pižamo, jaz imam dolge take hlače, pa imam pa tako lounge srajco. Ja, okej. Mogoče, ne vem, recimo Hugh Hefner, ki je imel ono, ne vem, tako krzneno, veš, ono, tipo ogrinjalo, veš, tako, to je vibe, ne pa pol, veš. Sam med boksarcami pa med tistimi, ker bo tak razpon. Imaš po moje še vmesne stopnje. No, Arne, No, kam pa kaj odhajaš, ti na dopust v poletje? Jaz podhajam v nedeljo ob 4 zjutraj na Korčulo. Korčulo, jaz sem tu na Korčulo. Respekt. Samo 14. grem. Zdaj neko hišo sem vzel v tam. Pač je blato, samo je pa ob morju fora. Prižba. Tipo Prižba je. Ker piše, da je še vedno blato, pizda. Ja, nam piše blato, vejca Prižba. No, da greš ti zdaj? Za teden. Lih prijem 15 nazaj. Hudiča. Tako da se žal ne bom... Se bomo videli na trajektu. Ja. V Luki, tam na trajektu. Še malo vedno mi pozavimo vprašati, imamo tle tako jake goste. Kaj je na svet za mlade ustvarjalce, bilo kakšni žanri? Pač dej na svet za svojo. To je zdaj res kakaj, sto ful. Ja ne, pač sorry, veš koliko je to, pač tip je uspešen, dela, priden. In tle zdaj mali klinac gleda, hoče postati malo reper in to. Pač ne pusti, kam ga usmeriti malo? Jebejo, no. Kaj mislim? Mentalno in fizično. Deli to, kar hočeš in to, kar ti je jako. In iskreno, če moraš poslušati nasvete od drugih, pol nisi dosti notež. Kaj mislim? A pa nasvete odpraviš ljudi? Če uno nasvete drugje, pa si uno, kako bi jaz to... Ne, pač, če čutaš to, da moraš to delati, da pač ti to prinaša srečo, pa sam lokin v svoji glavi, pa furi svoje. Ne vem. Ne bi iskal pro drugih tako pač oprovala ali nekaj. Ker to ni nikoli dober. Zaradi tega, kakorkoli so vsi nasmejani, v resnici ti razen staršev pa najboljših prijateljev, noben lih ne prvošča. Lažejo ti vsi. Ne, pač vsak, razlika je v tem, a ti bo nekdo pomagal zaradi tega, ker bo profitiral od tvojega profita, ali ti bo nekdo pomagal zaradi tega, ker bo fake pomagal, ker bo profitiral od tega, da ti izgubljaš, ne? Ko imaš ful takih ljudi, ki tebi daje neke nasvete, zato da bi ti sam zaradi tega, ker oni pri sebi vejo, da bodo pač oni pridobili s tem. Zato se mi zdi ful važen, da čim oži krog, najboljši trije prijatelji tako, kdorkoli misliš, ker se mi zdi, da včasih gledamo te, pa jaz ne pravim, da sem jaz eden izmed njih delč tega, ampak gledamo te neke večje artiste, ali pa recimo, vzamemo za primer neke iz Amerike, whatever, pa mislimo, da so oni to, pa neke produkcijske hiše bodo, ampak v svojem bistvu oni delajo po istem principu, kot mi tle, veš, imaš 3 prijatelje, ki ti ustreza, ki ti je fajn, ki ti je domače, ki ti je toplo in to deli, tako ne misliti, da rabiš ne vem kaj, zato da boš naredil ne vem kaj, tako ne, sam to, kar te paše. Imaš ti kakšne inspiracije ali kaj? Bom slovenske. Ajde. Slovenski pač Neža, ne? Drugač pa Travnik Boysi, shout out. Pa predvsem vidi iz Travnika, on je moj najljubši slovenski raper. Ne repa še v slovenščini, mislim, zdaj na njihovi novi plati ima 2 ali 3 verze v slovenščini, mislim pač Kitice. Nerealen. Kaj je po tvoji definiciji dober raper? To je ful zajeben. Zaradi tega, ker jaz pač nisem nikoli in sploh nisem v tem svetu, meni pač ni vibe poslušati v njih lyrical, spiritual miracle, ne? Jaz pač od tega ne odnesem dosti, da bi me to ganil. Razumem, da je ni to in lahko spoštujem pač to kot že skoraj bolj kot šport, kot umetnost, a ne pač te zloge enega za drugim dojeti. Ampak meni se zdi, da je čistko ustvarjalno, umetniško teži biti vsega pomalo, oziroma vsega povelik. Da si dost artikuliran, da si dost zanimiv, da si dost smešen, ampak da znaš nekaj resno povedati, da imaš tako muziko, ki meni ne bo bremejo poslušati, ampak da hkrati, če se bom jaz odločil to malo bolj resno poslušati, bom imel neko dodano vrednost od tega. Ne? Tako da meni se zdi, da čim bolj simple
to jaz tudi pri sebi pač najbolj delam na tem ali whatever, pač aktivno probam to, da so panči, enostavnejši, ko so panči, boljši so pač, ne. Eni ljudje si ful vzamejo čas, pa cela 8, bo nek setup, pa pol bo nek full punch, pa ful bo zakompliciran, pa mogo boš dekonstruirati, pa tako, pač človek, ti si slovenski raper, noben na tem svetu se ne bo usedel in šel gledati tvojih lirik in iskal, kaj si ti mislil, pač umer se, nisi toliko pomemben, To je poslušalec, on bo to poslušal z enim ušesom na pol, reči moraš toliko na glas in toliko očitno, da bo dojel prvič, ko bo slišal, pač pika. Okay. Tako da to se mi zdi, da ljudje pač se malo preveč cenijo, ne? Kar se tega tiče. Preveč se resno jemljajo, tako bom rekel. Sej to jaz sem dejansko pač razmišljal večkrat. Imaš ene komade, ki so ful tako ozadje komadi, pač ga baciš komad lik, da ga vajbaš, in eni ful posebni pač rap komadi po 5 minut, nek hardcore rap, so jaki, respekt, jaz ga poslušam enkrat, da vidim, kaj je notri, ni da si ga bom bacil, ker pač to je pol. Ni ta, da večkrat ga repetiš lahko. Konec koncev to mora biti glasba, ne, to je na prvem mestu, da dobro zveni pač. Zdaj pa ni to pač absolutno in ni to ultimat in kakorkoli in imaš veliko različnih načinov, kako pristopati do tega. Sam pač jaz, pa glede na to, kako sem včasih delal, pa kako zdaj delam, pač mi pomaga ta mindset, da pridem do, ali pa da stremim v smeru, kjer hočem stremeti. Ne. Zato pač to povem. Kako kaj izgleda tvoj kreativni proces? Imam beležko, Google Keep, najjača aplikacija na svetu. Imam not pač eno beležko, kamor si sam pišem ali besedne zveze, ali dejansko že panče, ali bare, ali pač sam stvari, ki zanimivo zvenijo, včasih sploh nič ne pomeni. In pač ponavadi, ko grem komad, malo pogledam tam, kjer je izmed unih beseda na ta komad. In ko imam prvi bar, jaz to ful delam, da dam na prvi bar že punchline, ne? Ker pač ne vem, je dober to. In od tam nadaljujem. Dej primer. Za druge reperje, ali meni se jebe, sam ena repa boljš od mene, njo pa jebem, recimo, ne? Spustim bar, ker je to pritiska. Ali pa to. Pač to, ne vem, to rad delam. Tako da ja, ponavadi ali s tem črpam, ali pa sam tako, ne vem, si plejem biti, pa sej to je ful, kar neki, pač nič ne povem s tem, ampak malo freestylaš, če malo gledaš, kaj je dobro in pa, kad ti nekaj dobro zveni, ful je v tem, da si dost kritičen do sebe, sam da si hkrati zaupaš, pač moraš vedeti, da če je tebi všeč, je dober, pač da je to dovolj, da ne rabiš imeti nekih razlogov, zakaj bi to lahko bilo dobro. Tako, če je tebi jako, je jako, pika. Sej, umetnost je odraz tebe, tako da če je tebi v redu, je to tvoja umetnost, kaj? Ok, nice. Tako da to. Ja, ki mene fulkrat zanimalo, tipo, ne vem, jaz zdaj letos si spisal svojo kitico. To poletje, ne? Ja. Sem rekel letos, zdaj dam jaz še ven vroče mi je, pozimi se da v mene zdaj prije vroče mi je. In pač, ne vem, sem se usedel in napisal, ja, ne vem, plaža, sladoled, kopalke in iščem, kakšno zgodbo bi lahko sestavil iz tega. Zato malo vprašam, kakšen imaš ti legit rapper, pač proces kreativni. Ja, ne, sem jaz vedno tako, pač jaz, ne vem, če sem že kdaj v življenju pisal, da bom naprej vedel, kaj hočem povedati, ne. Pač sam grem. Ok. Kdaj pa pride, pač ravno prav mi je? To je spomladanska verzija? 20 je. Mogoče spomladi. Ja, ravno prav mi je. To je za spomlad. Je to bila dobra. Jaz sem žudiral za vse letne čase. In kaj jeseni? Dežuje. Ne. Mokro mi je. Mokro mi je. Da si lahko packast. V glavnem, uletiš na vroče mi je. Ja, veljda. Masaja uleti, Junior uleti, zdaj pač vse slovenske, ki pride. Vse, kaj imaš tle, vprašaš. Uletim, fašel bit, bom poslal 16. 16? Je koliko pa? To je... Ja. To je kitica. Ja, pa koliko kitic bo 20? Toliko bo treba. Vsi, kot smo delali, mene zebe mi je rekel ta moj kolega, producent, rekel, pač ti veš, tako 15 je dosti kitic. Dara sem rekel, so po 4, ampak je rekel, vseeno, to je dosti. Ampak pizda, moram povedati vse. Ok, dobro. Moraš pa povedati, ko me zebe, ne? Ja. Vidiš, jaz sem dal to umetnost, ki si ti pravil, če greš pogledati, jo najdeš, ampak ni da je tam. V prvem delu je o tem, kako me punca osvaja, ampak jaz jo nočem, ki me zebe, in pol na koncu sem fuck it, grem z njo. In po drugem delu je, kako sem se zdaj prehladil zaradi tega.
Tako da, ko greš pogledat, je neka zgodba, ni pa, da je tako ful očitna. Ja, razumem. Še vedno se počutim oropan iz tega komada. Ti si meni obljubil, nekaj obljubil in se tega nisi držal. Obljubil je žensko v spodnjem perilu, dobili smo žensko zavito do kraja. Ker se je romantično navezal na njo. Torej je skril pred ostalimi. Kako zdaj to lahko na lep način povem? Dobro, bom izpadel malo. Hotel sem hudo žensko, dobil sem hudo žensko. V glavnem, dobil sem žensko lepo. In pač ta punca je pol postala moja punca. V glavnem pač, sorry, jaz sem hotel pač iti res v ekstrem in parodija Big Titties, velika rista, res da je smešno videti. In pač, medtem ko sem jaz iskal to punco, me je ena starejša. Kako pa to iščeš? Ne vem, pač iskal sem, če to koga pozna. Big Titties. V glavnem. Nirmi. Pač bi bilo hudo, za pač video bi bilo hudo. No, za video. Ja. In pol pač sem dobil to pupo. In sem bil fuck, še vedno iščem eno punce, bila pač, imaš tle mene. Veš kako je rekel? Kaj je že bilo, kako si to že rekel, se prav spomnim. Če ne boš ti hotela, bo pa ena druga. To je ono, ki je ti to rekel, razumeš? To na what the fuck. Ma ne, pač, ki smo bili še tako, smo okej, nismo okej, in pol eno stopla bom bila jaz. Sem rekel, ja, ma pač jaz bi tle imel eno tako v spodnjem perilu, ne? Ja, fully panike. Okej, pač super, dejansko je bilo tako ful elegantna punca in sem bil jako. In pol je rekla, okej, imam eno tako lepo haljico, seksi za čez. Jako? Prijemo na spot, ko vidim jaz to haljo, je bilo samo tako, ne. In pol uni lanžore, ki je imela, ni bil uni jak lanžore, štegi, da si uno, Ni bil, ali je bil? Ni bil. Pa kaj ni ona to vedno prodajala, da ima ful... Pač je bil pač ni bil. In sem rekel, pač ja, rajši si to zaprta s to haljo in zgleda tako seksi, se vidi, ne vidi, ko si unem lanžoreju, ki je pač, kot da je bil športen modrček. Pač od pasa dol je bila huda. Od pasa gor, ki se je ful videlo, pač ni bila. Po moje je bila malo kamera šaj. Ni bila. Imate vi večinoma moško publiko. Ja, ima tudi ženske nas poslušajo. Ne, samo malo. Imamo procentualno več žensk. Ja? Tipo 60% žensk, 40% pač to moških. spoštovanje vsem, ampak le se gre za umetnost. In pač, če rabiš eno, ki izgleda določeno, pač rabiš določeno. In ta moja pupa, bivša, je bila super, ful je bila elegantna. Ampak sem ji zaupal, da prej pač nisem jo vprašal za outfit, da mi pokaže. Je rekla, ne skrbi, I got you. Kaj si mislil, da ni sposobna sama izbrati outfit, ali kaj? Sej sem ji zaupal, sem vedel, da je sposobna in pol pač me je razočarala. In pol pač sem videl, da je jače izpadlo za video, da je tako malo seksi haljica in to in jure me zdaj kurca, ki mislim, da bo videl vsi se od moj bivše. Tako da ja, zato je zdaj to v menu in zdaj fuck off, stari. Ko se ti lepo zakopljaš. Ti samo tako, ti zameš lopatko in samo greš globje. Pa ne, kaj povem po resnici, kaj pač. In hotel sem dve najprej in pač, ja. Ker je bila pač huda scena. In ja, pol, ja, sem dobil mojo drago bivšo. In je bilo lepo. Pa ti, kako okej, life. Kako pa tvoje spoti? Moraš tudi uporabiti svoje punce vsakič. Pa ne morem, jaz želim. Okej. Ja, kva? Mislim, če pač, kva? Se vsi vejo, da so skavkam za eno drugo v spotu. Ja, tako pač ono, kao nek, ne vem, ali pa dve, ne vem, neki, ček. Ni to vibe. Ta album bo zdaj hvalospev Monogamiji. Okej. Tako da. Jako. Dobro, super. Rap scena mal proti utešu, veš kaj mislim. Se strinjam. Čeprav vsi iz tega, čeprav v slovenski sceni ni spet toliko tega. Itak da ni toliko, sem tako. Ja. Okay, nice. Ampak bolj ne, recimo tudi, recimo Vac ne gre v liho to smer neki, preveč to, ne, je bolj neke lirike take. Ni tako umetnik, ja. Ja. V glavnem ti si bil na Emi Fresh. Situacija, dej na hitro, ajde, eno obnovca. Več poklical so, oziroma Bojan mi je napisal, Opa, pravno brati. Bojči, mi je napisal, da rabi moja cifra na RTV in sem jaz tako, In pa smo poklicali z RTV-a in so bili tako, delamo to neko internetno kampanjo za Emo Fresh 3 videi, ja bi bil, valjda. Pa sem posnel 3 videe in pa so bili daj, mogoče boste vi še kar ta finale, kaj na TV-u vodila, ne. Veš tako uspoto, no ja. Ja, tako, in sem tako, valjda. In pa še tako mene na samo zelo, tako, Arne, ti si precej spreten z besedami, ne, tako.
Ja, upam bi si trditi, ampak ne bom. Še kaj za repa. Nočem se tako na rezervo nikoli načhvaliti, ker nočem pač imati nekih nalog, ki jim ne bi bil kos, ker bi mi bilo grozno, da ne bi mogel, a ne. No, v glavnem, in pa reče, a bi ti scenarij napisal? Oziroma pač, vezni tekst. Sem rekel, ja, ok, valjda. Pa sem to napisal in pa smo to zvadili in pa smo to odvodili in to je bilo to. To je to. Ti pivno, veš. Prišel... Check mark. Ja, tako po nesreči. Prišel povedal zmago. Prišel z iz Ne, prvo dobro sam. Video. Ne bom blato nobenega, pa sej to ni blatenje. To je samo moja izkušnja. Zdaj moram bi rezati poloveno. Jaz sem pričakoval, da bo tako ful so nam zaupali. No. Jaz sem pričakoval, da bomo imeli več vaj, pa da tako, ampak smo se enkrat dobili, zvadili, pa je bila generalka in pa smo šli v živo in to je bilo to. Tako v živo je bilo. Smo, ampak, a ne. Ja, človek bi mislil. Jaz sem bil navajen na malo bolj hardcore. Kaj že ta Emo Fresh, da je osveži nam spomin? To je predizbor za Emo. Aha, ok. Pač tja pridejo ljudje, ki imajo, ne vem, do 3 komade, pa do 30 let, nek ta vibe, pač kao mladi artisti, ki še niso. Inače, in pol tekmujejo, najprej sem na internetu in pol se zbere 10 ali koliko finalistov in pol je TV oddaja, ker so vsi in pol 2 zmagovalca gresta na Emo. Aha, 2 gresta na Emo. Med njimi so bili tudi LPS, ki so pol zmagali. LPS. Ja, in po Emi gre na Eurovizijo? Da. Ok, kakšno so ti bili te LPS? Ja, meni so bili ful dobri. Meni je vajbič komadi. Meni je vibe in jaz tudi na Emi Fresh, to prvič, ko sem jih slišal, imate dokaze na internetu, sem rekel, to je to, stari. To je tak komad, ki je meni, a ne? Fužeš se v avto in ga poslušaš. Ja, vajbič. Ampak je dober. Ema materijala, je Eurovizija materijala. Ne vem. Šlo mimo, kaj ni že končalo to? Jaz nisem toliko v tem svetu, da bi ti znal povedati. Okay. Kaj pa je Eurovizija, veš? Veš kaj, se mi zdi, da Eurovizija je tu dosti zelo povezana s tem, kakšne so silnice, geopolitične. Politika. Ja, ni toliko spet v samem Vsi politiki so slabi. To je posploševanje, bi rekel ti, ne. Šel ti kdaj na Eurovizijo? Ja, izek da bi šel, zakaj ne? Ok. Jaz bi se moj čist fajn tam. Ja, kako da ti nisi bil na Emi Fresh in Bojan in preveč te? komade od zunij. Ali že to, kako moraš biti unknown? Ja, Ema Fresh je do 3 komade. Na Emo bi lahko šel. Sam ja, ne vem, je kako to to na sploh Emo, ja, to. Kva bo še za repom na Emi človek. Če smo v Sloveniji. Pa babice glasujejo. Ja, vlegaj tega arne, tako kak je Še jaz skozi preklinjam. Lik sem imel pogovor z očetom o tem, a je moja vulgarnost problem seksistična ali ne. Tipo? Zaradi tega, ker jaz skozi govorim o tem, kako zneža seksava, ne v komadi. Če seksa ste. Pač seksava. In pač, ona je v redu s tem, njej je to kompliment, ker pač, če pogledaš širši kontekst, so to lepe stvari. Očitno je tako dobro, da daš v komad. Ja, sam pač na specifičen način so povedane, ne, zato da pač malo zastrižeš za šesti, ki slišiš. Okay. Tako da ja, ampak mislim, da bi pač starejša publika naše predrage Slovenije tudi imela podoben, če ne še bolj ekstremen odziv na moje tekste. Ja, to je bil problem mojim starim, tudi ko slišali moj mene zebe, so rekli, dober komad, ampak ko je bil vulgaren, pač ne bi rabu. Si bil pacek? Kaj poslušal, kakšen tvoj podcast? Mama jih je ne pošilja linkov. Kaj videl, kakšen tvoj klip? Jim ne kažem. Pač ki, eno je biti namerno vulgaren, eno je pač vulgaren in to je razlika. Pač. Ne, razlika je tudi v tem, ja, vulgaren, če si tako pretkano spretno vulgaren z namenom, ali si samo prodajam drogo, jebem kuje. Ful razlika. Pač, kaj je bil moj kapašalni rokavičke, zraven mene lepo tečke, šori nima modrečka, vidi se i bradavičke. Tekaš, tak si tako pač, Ja, tudi sploh ni vulgarno, bi rekel. Ja, to je nezmočno. Nekaj, blok je vulgarnega. Zdaj, s mojim komodom nisem imel nič. Zdaj poklič mamo. Ja, v redu. Sprašal mamo za review. Mama. Ja. Pa če mi je bil dejansko všeč komod. Ja, kjer imaš, ti, ne vem, ta vulgaren, ki si rekel, kjer bar imaš tak, imaš kakšen primer? Recimo to, da nežo jebem v prvem baru. Kaj prav tako, to je komad, to je koga? Ja, to je prvi bar, je tako. Za druge reperje, element se jebe, sam ena repa boljš od mene, njo pa jebem. Okej, ja, to dejansko. Ampak je pač za foro punchline. Dejansko je dobro, ker kot vsem na začetku moraš biti v huk od ljudi in pol so Škoda je bilo jako, ko smo bili v Kinošiški, razprodana Kinošiška Jurija Folka. Bum, Jurija Folka se ti nazaj dere. Kaj, njo pa jebem in ti ne samo ja. Ok, torej, lej, na Instagram pred vsakim podcastom pač imamo vprašanja. Ali pa med podcastom damo. V glavnem imamo vprašanja. Prašte, kaj Instagram @člani. Vprašanja. Bolj Rebeka, tipi folka, ki vam grejo na živce.
neodrasli moški oziroma fantki v velikih telesih. Okay. Kdo mi gre na živce? Kolesarje. Močno. Ne vem, ljudje, ki se nočejo izboljšati. Wow. Ti pa res fukno Gandija model. Ta tvoja tudi ni bila kraka, pizda. Sem mogel neki pejrat s tvojo. Kaj imaš takaj tatujev? Bi imeli tatu? Jaz ga nimam. Katja, počkaj. Jaz nimam tatuja, pa po mojega tudi ne bom imel. Ampak če bi pa imel tatu, bi imel pa tle tatu, ker sem napisan tatu. Tako, sem naš tatu, veš, tako je, tatu. Ti? Ja, jaz bi imel kakšnega, samo to je ono pri meni, jaz to, kar se odločim, traja. Kaj imel? Ne vem, kaj je povezano s tem, da pač me motivira ali nekaj. No. Tipo? No sleep till Hall of Fame. Ja, ne snima takih motivacij, ampak ne vem, nimaš ideja. Ti? Jaz sem rekel, na stara leta odprem sladoledarno in za otvoritev si dan tle tako en mali sladolet na desno ritnico gor. Top. Ja. Per ne pika Klara, najbolj nadležna stvar na Rimaniču. Uf. Njegova fat. Še nimam mnenja o tem, ki te ne poznam. Najbolj nadležna. Full toper. Full velik klulek. Najbolj nadležna stvar pri njemu. Da mora včasih se prepričati na svojo kožo, da ti tkej verjame. V glavnem, Katja, počkaj, ko ste se spoznali? Po nesreči. Spoznali smo se, zdaj smo že povedali, ne? Smo že enkrat povedali. Je valjda. Spoznali smo se tako, da sva hotela skupaj narediti biznis. Neko promocijo sva se menila, da bi promoviral ene lučimi. Te, ki nas zdaj osvetljuje. Ja, ki sem imel spletno trgovino s tem. Pisal Jure, kaj mi narediš na promocijo. Se rekel, ok, ajde. In pol je prišel on, ki se je bal mene, je prišel še za ono, da ga brani. Pa še si zgleda kot nek creepy 30-letni tip, ki tam prodaja neke lučke, stare, pravno get a life, mo, ne? In on je pride ta... mladostnik. Pride za ono in smo se pač ful razumeli in smo rekli, dobro, da bomo provali neki povezati TikTok in spletno prodajo in smo začeli delati eno trgovino in smo ful prodajali poperje na igračo in pol smo rekli, jaz sem rekel, jaz bi imel podcast in... No, to je naslednje vprašanje, ko ste začeli s podcastom, je rekel, jaz bi imel podcast, sem rekel, ok, studi, ok, gremo podcast. In sem naročil opremo in so rekli, ajde, gremo. Tako da, si peniško. Pa to je to, no, za reč od vprašanj, danes je bilo bolj redko. Bedno vprašanje imate. V glavnem, imaš ti kakšno vprašanje za nas, to tudi mi kakšenkrat gosta. Kaj tebe kaj zanima? Kako je biti tako fajn? Ja, v redu je. Uspešen tudi, super je biti. En dan želim tudi tebi. Kako je imeti tok nenormalno velik kurac? Naporno. Ne vem, ne znam. Pač nimaš ga kam dati. Kratke hlače, komaj nosim. Tako da ja. Pa zadnjič se mi joče, ne morem kupiti hlače, rekel pizda, kaj, ti če malo kuka ven, vse nobene bo za miru. Kaj? Ja, Jure. Nijem tega problema, jaz lahko nosim one super kratke. Tako da. Vseeno. Ti? To bo za naslednji podcast, koliko neža pride. Pač, si predstavljaš, da bi Matej nosil one 3/4 hlače? Cargo. Ne, 3/4. Pasal bi mu na karakter. Tako, če bi jih kdo pofuril, bi jih on pač. Pa če lahko pofuram vse. Ne, 3/4 hlače, to ti bom kupil za resi dan. Jebi se stari. Ampak ne veš, ki imaš še špagico, veš, da malo zategneš. Da res ono, da sem virgin Da protektor. lahko reguliraš prepih. In ne, da še vedno se malo lahko zaobjame, ne, da ne gre. Kje se ti dripuješ? Kaj je tvoj go-to? Vintage. Res? Ja, sigur imate ful teh vin. Tle na obali ni tega. Ne, se sem tako dva, ki sta bolj. Kiri? To je velik. Jaz sploh ne vem, kako sem rečel. Kaj neki kilo? Polno humana. Ok, nice. Pač tako, ne vem, mislim, to pa veliko kradem tudi doma, ne vem, fotro ali pa pač od dedja. To bomo rezali, veliko kradem. Nič, ok, lej, zdaj, ko bi rekel to, kaj... Wrap up. Ne teaser, announcement, prihaja tudi njegova pupa kmalu, žena Neža,
Tako da, zdaj dokler ni tle, ki se ne more braniti, lahko ji poveš, Ne bo. ne boš. Ona bo pa prišla sem in boste lahko imeli soočenje. Zdrav. Dobro, no oni ne vejo, ti boš bil za kamero, tako da... Ne skrbejte, ekipce. Vse je pod kontrolo. O, Naslednjič prosim, da se malo bolj pripravite, ne, ker tole ni bilo. Ja, to ne reza, to ne bomo rezali ven. Kaj ni bilo pripravljeno? Naslednjič bom Malo smo skakali s teme v temo. Tako, Dobro, mi smo taki poskakujoči. Zdaj, ti lahko rečeš stari 4 besede, stavka prav enkrat v življenju. Slovenščina matura 4. Da prav ono. Kaj na tem gumbku? Slovenščina matura 4. Slovenščina matura 4. Slišim. Poskakujo. Kako smo slovenščina matura? 6, se mi zdi. Da, pizda, dobro, oni so gimnazija. Kaj ne več 7, nekako noč. 8. Fuck, to je skoraj že ko faks. Ne, matura, ne, zakaj bi to temu? V glavnem zato meni pač lirike gre tako dobro, ker slovenščina moj jezik. Razumem. Dobro, okej. Ne rabimo več poslušati tvoje slovenščine, kjer je spala. Bi se še shout-outov, ki te Ja, lahko dej. ljudje followajo, Povej, kje lahko te dejte nov najdejo. album in to, kje te ekipajo obliki. Živijo ekipca, moje ime je Arne. Danes smo prišli iz Augusta pisarne. dropa album. Ful me bo pomenil, če iskreno sam, če ga poslušate, zaradi tega, ker je res en tak nov sound in nov zvok, da ima biti slovenski in nekaj, česar v Sloveniji še ni. Tako da ja, to večina komadov je o ljubezni, pa o ampak pa je tudi kaj tazga malo bolj resnega vmes. Torej, ekonomski state našega sveta. Pošteno. No, če vsi politiki so slabi, pa če koga zanimajo ure, lahko pogleda moj profil 15 čas oziroma 15 cez, tam malo objavljam ure, pa kdaj tudi kakšno prodajam. Tako da, Objaviš, da je koliko ura? ne. Cool. Full folka mi pa piše, pa to je profil 15 čas, zakaj niso vse ure naštimane na 15 čas? Dobro Tako- vprašanje. Dobro vprašanje. Dobro vprašanje, genija. Misliš, da nisem pomislil na to, ampak če bi bilo vse ure naštimane na 15 čas, pa se ne bi videli datuma na večini izmed njih, tako da tega ne moramo narediti. Pa lahko daš 15 do. Tako da ekipca, ne morem, če je profil 15 čas. Ma ja, lej, hvala, ki si prišel, malo Ja. ga se ga pohengat, To je to. malo kaj povedati. Si bil Dobro, kdaj v prometni dej. nesreči? Enkrat me je zbol avto. In? Odpelil se je. A. Jaz sem šel čez zebro, on me je zbol in se je odpelil. Maček, ti si bil v avto ali ti si bil Ne, peš? peš. Nekaj, koga zbival. Kaj? What? Ok, čakaj, In pa- what? Stop, what? Šel sem čez zebro, Ja, on je zavil desno na križišču. Ja. Se pravi, samo je zeleno in on zeleno. Ampak on je bil Alfa Romeo, tako da ni gledal tega. In me je zbil. In pol se je odpeljal in jaz sem bil, no, sploh nisem pomislil na to, da me je zbil. Jaz sem samo tako, da se je ta debil res odpeljal. No. A nimaš toliko človečnosti v sebi, da se ustaviš pa pogledaš, je človek v redu, a ne? On sigurno In ne pol kupuje se v je- humani. Sigurno ne. In pa se je dva avta za njim, eno stavo in je bil, no, veš, un klasičen fotor iz rekreacije v svojem Passatu. Ta vibe. Jo, točno vem. In se je zapomnil 3 številke registrske, barva in model. In bila je neka Alfa Romeo, ki jih res ni velika. Ne? Ojebem. Vedel je 3 številke in kao niso ga najdel. To se jim ni dalo. ok, in kaj bi pol? Nač, to je to. Zdaj pač, Dal Hodil sem izjavo za policijo, čakal sem tam 1 uro, da je policija prišla in nač, to je to. Drugač mi ni bilo nič tazga, pač malo. Bruce dni, out one to to je do bilo it. to. Ne vem, par let nazaj. Ok, sorry, zdaj pač še na hitro to. Meni se zdi to najbolj zabit sistem v Ljubljani. Ti zavijaš desno, imaš ti zeleno in imajo pešci zeleno. Se tako je povsod. Ja, ma to je zabito. Tako je povsod, to ni v Ljubljani. To Ja. je cestno prometno. Ja, pač mi smo tle iz obale, mi imamo krožne povsod. Mi imamo tako 2 semaforja na celi obali. Ok, ampak tako pač je. Zaradi tega, ker če oni nimajo zelene, ki ti desno zavijaš, pa oni nimajo nikoli zelene tam. No, ok, stop, čau, like, comment, share, subscribe. Veš, kaj je bolj Čikas neumen? show, Ej, čikas, članih, poslušaj, subscribe-ajte, zdaj ti bom jaz dal dejanski članstvo argument. kupite, merch prihaja k malu, povej. Zdaj ti bom dal jaz dejanski argument. Mi imamo una lepa križišča, semaforska, whatever, ok, tebe moti, da desno zavijaš, ker imajo pešci desno, ampak pred kakšnimi večjimi križišči imaš desno, posebej cesto ven, da lahko zavijaš po njej, imaš tle sam znak, da nimaš prednosti, a ne? To je pametno. Ok. In tle ne rabi biti semafor, ker ti desno zavijaš, nimaš prednosti, čakaš, da je tle frej, greš not. V Mariboru
Imajo pa tako odcep, da prej zaviješ desno in imaš še tle semafor. Jebem. Brez razloga in nobenega ni in ni avto in ti čakaš na rdeči. Tipo semafor je tle in zavijaš in tle tudi Tle semafor. semafor, ja. To mi razložiš, reš. Maribor. Čakaj, in kaj lahko mogoče je kakšenkrat tle rdeča, tle zelena, tle zelena, tle rdeča? Ja. Ne vem, no, kar neki. To me je zmotil, osebno. To je podcast člani, če ste samo subscribali, razumemo, ne jemljimo osebno. Nič, ajde. Like, comment, share, subscribe, zvonček. Vidimo, da še vedno vas 56 ni subscribenih. Ej, ne tega govoriti, ker to na meni nikoli ne deluje, ko gledam video. To je zdaj insight. Če meni nekdo v videu učita, vidim, da 60% vas ni subscribe, jaz iz inata ne bom subscribe. Okay. Rajš reč, pogledali ste 40 minut tega videa. Če ste še zmert leva, mi bi verjetno všeč. Tako da bi bilo fajn, če spustite like, to ful pomaga za algoritem. Če se boste subscribali, bomo še bolj veseli. Hvala, ekipca. Hvala ti, Arne. Člani opravimo to sporočilo. Tako. Ne, hvala, ki si prišel. No, tako hiter. Če se z veseljem fura eno uro, zato da sem tle. Ajde, čau.